Dobro jutro. Naj bo dobro in naj bo počasi. Naj bo zenovsko. Naj bo počas, ko gre tale želva, čist počas. Just slow down. Danes sem se odločil, da vam mečkan objasnim pomembnost besede oziroma dejanja upočasni se. Ne moreš tako hitro v življenju iti. Hitro ne klikajo možgani, ja. No, hitro opazuj, tudi to. Hiti, počasi, ja. Kadar hitimo, v prvi vrsti delamo napake. Kadar se hitro odločamo, se navadno prehitro odločimo, pol pa obžalujemo, pol pa pa je kriv, pa me je zmotil, pa zaradi tega in že iščemo neke izgovore. Jaz nič več, tudi vam odsvetujem iskanje krivca v drugih, naj si bo situacijah ali ljudeh. Kadar hitimo, delamo napake in hitro je hitro, prehitro, in če se malo poglobite v situacijo, boste hitro lahko zaznali, kako nam je svet rinil tempo. Torej, nek čas je hotel kar prehitati. Dej to, pa zdaj uno, pa pol do 30 moraš to, pa do 15 moraš to, pa do drugega. Pa tole še nisi, pa hiti sem, hiti tja. To je bil vse namen sistema, da nas spravi v hitrejši tempo, in takrat, kadar smo v tempu hitri, takrat mi en kup stvari spregledamo. En kup detajlov nam manjka. Zaradi tega je tudi fajn iti v gore. Pa spet sem malo pri spodobah, na goro pač ne moreš teči. Moraš iti počas, ker če greš prehitro, se zakolješ svoj tempo dihanja. Ne vem, če poznate ta trik, ko greš v hrib, greš lahko toliko hitro, da lahko dihaš na nos. Čim moraš sapo loviti na pljuča, na usta, takrat si že prehiter. Torej počasi. Moraš iti počasi štartati, se segreješ, pol pa vidiš, koliko lahko dodaš tempa. Enako je pri nas v življenju. Nekaj sem vam razlagal v enem videu, da življenje se je vrtilo v eno smer čisto napačno, v negativo, in zdaj ta svet se je s časom korone se začel ustavljati in se ustavlja, in zagotovo pridemo do točke nič, da se lahko začnemo vrtiti v drugo smer. Kaj hočem s tem reči? Da v bistvu vso hitrost, ki vam jo sistem in okolica narekuje, morate zmanjšati do točke nič, do točke dovolj je, enough. Zdaj, jaz sem že tolikrat narisal tale dovolj je, da mi je zdaj, ker se ta solarni eklips približuje v Ameriki, da je tudi to nek ta X, tako kot ima Twitter svoj X. Zdaj, ti X-i so vse sort imajo pomene in tako naprej. Ne bom se to zapletal. 8. april je blizu, marsikaj se napoveduje, ogromno še zaznam tega, kako bo to temačni bodo nam priredili štalo, kako tudi ta saharski pesek ni bil saharski pesek, ampak en cel kup nam škodljivih kovin in snovi in ne vem kaj. Zdaj spet to velana rekla, kazala, na magnetene so stvari, se pravi so kovinske, torej očitno še vedno nekaj dobivamo na nas, ampak mogoče z razlogom, da bi bilo več respiratornih obolenj, glede na to, da zdaj probajo lekarniške delavce vključiti v cepljenje. V isti sapi smo ugotovili, da so povedali, da smo več kot polovico cepiv zavrgli, torej 71 milijonov. Grozno. Pa kam sem to zaglajzal? V negativo. Pustimo negativo, upam, da ste živi, zdravi, da vas to, kar je z neba letelo, ni prizadelo, ker vse nas ne more, pa saj smo itak ljudje neuničljivo bitja. Halo, pokašljaš, prdneš, bruhneš, pa je. Malo se hecam, ampak dejansko tako je. Narejeni smo, da izločamo stvari, ki niso nam Bodimo iskreni, da mnogo stvari pa zavestno vnašamo vase, pa se zavedamo, da ni prav. Zdaj, mene je zanimivo, na vsaki škatlici od čikov so narisana ta pljuča, pa ne vem, zobje, pa ne vem, tako da te spomenijo na negativo,
u svemu sad negativa može naći nešto negativno. Jaz u svake stvari, tudi v tem saharskem pesku, vidim pozitivo in nekako bi rad vsem vam nasmukal kaj v glavo, da bodite pozitivni, ker to je naš izhod. In to je tisto, kar nas lahko pripelje v novi svet, in izhod v novi svet je skozi pozitivo, skozi mirnost, skozi ljubezen in skozi upočasnjen tempo življenja in občutek globokega miru, kar imenujemo zen. In ta zen ni iz trte zvit, zenovske mojstre poznamo, vsi v Tibetu hodijo počasi, noben Bog, ki ste ga videli, nikoli ni tekel, tudi Jezusa si ne predstavljam, kako šiba od bajte do bajte, ampak gre počasi, hiti počasi, so nam razlagali, tudi v muski, ki vam jo dajem od spodaj, čeprav tale je na koncu zaropotov, bod počas, pejte počas. Tudi v muski, ki jo imate v ozadju, je vse bolj počas. Nekako bi vam res rad utupil, da se upočasnite. Medtem, ko smo upočasnjeni, sem rekel, če gremo na goro, počas, zagledaš cvetico, zagledaš, kako to drevo čuden raste, madonca, tlele pa že par brinovih jagod gor in tako naprej, ugledaš razgled, začutiš piš vetra in tako naprej. Hočem reči, medtem, ko si počas, marsikaj opaziš. Kadar deluješ počasi, pa v možganih hitreje postavljaš te pikice, sestavljaš med sabo, ker nekateri ljudje pač smo v času korone svoje možgančke spravili iz minimuma na malo več kot minimuma, ne? Mnogi pa so ostali na svojem možganskem minimalcu, kar je v bistvu precej žalostno in meni je hudo to gledati, ako ne morem nič dosti pomagati, kot biti vzor ali pa delovati naprej oziroma kazati, kaj je v bistvu možganska aktivnost. Pa ni tle nobena samohvala, ampak dejansko, kadar se te možgane preklopi iz tega, kaj znajo, kaj vse si znajo zapomniti, kaj vse znajo, pokopirati, kaj smo se naučili ti možgančki, moramo možgančke natrenirati na to, da v bistvu pridemo do vedeti. Veš, odkje veš, kaj ti jaz vem, odkje vem, na modrost se preklopiš, tam itak že vse je, in razlage in vse, kar rabimo vedeti, kar je konstantno bilo v nas ves čas. Konstante pa nam sistem ni ponujal in lahko ugotovite, da mnogo ljudi ne more sprejeti dejstev, ki so konstantne, pravzaprav, da je zemlja ravna, da ni okrogla, kakor nam sistem proba zamenjati stvari, da se s tem obremenjujemo, poleg tega se pa še pregovarjamo, pa še enkrat, paradajz je glih tako treba dati kaliti, da ne bom se pretirano, ampak gre za paradigme, gre za programe, ki jih moramo zrušiti in narediti prostor za to, da lahko se ukvarjamo z vedanjem. To pa v hrčkovi derki, v kateri smo sistemsko naguženi, vsi bili, tega pa v tej hrčkovi derki ne moreš zaznati. Zaradi tega moramo razumeti sporočilo, ki pravi, da je čakaj. Edina ovira do svobode je v tvoji glavi. Ja, mi smo mislili, da rabimo to, pol bomo pa svobodni, torej dobro službo, dober avto, bajto, familijo, no pol bomo pa svobodni. Pa v bistvu, bolj ko gledaš, bolj to ni res, ne? Bolj ko se usedeš, pa začneš razmišljati, pa rečeš, čakaj, sem to res ne valja, pa uno tudi ne valja, pa uno tudi ne valja. To pomeni, da se zdaj bom kar strinjal, ali bom v tej smeri kaj naredil. Ja, mislim, jaz sem se odločil za slednje, torej nekaj bom naredil. Kaj? Jaz odgovora nisem dobil, kaj bom naredil. Vedel pa sem, da se te norišnice ne grem več, da obstaja izhod. In ja, obstaja izhod v ljubezni, ja, pa v miru. Torej najprej sem se umiril, pa se vprašal, kaj imam rad, kaj imam za zares rad in kaj imam najraje. In glih danes zjutraj mi je prešinila misel, da sem rekel, prav vam moram povedati, koliko stvari sem vam že povedal, kaj imam rad, ampak kaj imam pa res najrajš. Najrajš imam, ko gledam jutro, ki se prebuja. Torej, ko noč se umika in prihaja, se začne daniti, prihaja svetloba, sonca še ni
in pride sonce, bum. Jaz imam to pasažo dneva najrajš, v tej pasaži dneva najbolj uživam, sem najbolj spokojen, najbolj sem deviški, torej neosvinjan z mislimi, idejami, zapisi zunanjega sveta, naj si bodo pozitivne ali negativne. Deviški pomeni, da sem jaz, da so te moje misli avtentične, da izhajam iz sebe. Preden pržgem telefon, pa odprem socialna omrežja, maile in stvari, ki me zanimajo. Torej, to je zame jutro in jaz sem ugotovil, da resnično po jutru se dan pozna in zjutraj se dan lovi. In jaz ga lovim z mislimi tako in drugače zjutraj. Tako nekako bi želel, da tudi sami razmislite, kaj imate res najrajš. Tisti, ki ste bolj nočnega formata, pa zaživite šele po 10 zvečer, naj vam povem, da to ni čizglih prava stvar. Sej verjamem, marsikaj razgruntate, predvsem ste usmerjeni navzven, torej iščete informacije zunaj. Sej tudi jaz spremljam informacije in situacije, kaj se dogaja zunaj mene. Predvsem pa zvečer ne morem biti toliko jaz, ker sem od dneva, bom rekel, oflekan, popacan idej, misli, situacij in razmišljanj. Tako da mogoče malo razmislite, da ta tempo malo na glavo obrnete. Nekako verjamem, da se je v času korone, bolj ko se približujete k sebi, bolj ko se odmikate od toksičnosti, odnosov, vezi, služb in tako naprej, bolj ko se od tega odmikate, bolj se vam spreminjajo stvari v vaših življenjih. Spreminja se način hrane, nekaj vam bolj diši, nekaj vam bolj smrdi, nekaj spalni ritem je drugačen. Jaz vem, da se znam zbuditi ob 1, 2, 3 po noč in imam v glavi neke stvari, se mi porodijo, jih probam zapisati, kakor ujamem. Sem po koncu uro, 2 ali pa 3 ali celo vstanem, ampak med tem, ko še enkrat zaspim, imam res aktivne sanje, res čudovita popotovanja, ki pa so na nek način pravzaprav izhodišče za jutranje ali pa dnevno razmišljanje oziroma poglobljeno razmišljanje, ki ga imenujemo kontemplacija. Upočasni svoj tempo je izhod in v upočasnjenosti tempa ugotoviš oziroma se lahko začneš marsikaj spraševati. Zdaj, spraševanje je ključnega pomena, kar se mene tiče, pa ne samo mene. Ko se začneš spraševati, si želiš najti tudi odgovore. Ti odgovori, smo rekli, niso vsi zunaj. Nekateri so pol resnice, nekateri so totalne laži in ničemur ni za verjeti, dokler tega ne vkomponirate s svojim. Torej, odgovori so znotraj vas in so vezani direktno na vas, zaradi tega ne morete iti k nobenemu guruju, ker guru ne ve, kaj imate radi. Vi morate sami sebe vprašati, kaj imate radi. Torej, vprašanje je, kaj imam rad. Kje boste dobili odgovor? Ja, ne vem. Zdaj res ne more noben reči, ja, ker bo pa resnica po televiziji. Ne bo resnica povedala, kaj imaš ti rad. To hočem nekako vam reči, kaj imaš rad. In zdaj, med tem, kaj imaš rad, jaz pa vem, da generalno, če človek ima dušo, srce in je človek, potem zagotovo ljubi mir oziroma zen. Torej, ljubi zen, ljubezen. Tle v bistvu ga ni človeka, ki bi rekel, ne, jaz pa mera pa ne maram. Tisti, ki mera ne mara, je zelo, zelo oddaljen od svoje duše, od svoje biti, ker nemer je v bistvu sistemsko delo, pa zdaj bomo rekli narcistični pristop ali celo tako, bom rekel, reptili. Narcisi se obnašajo tako, ker so to reptilska genetika. Jaz se tega zdaj trditi ne upam. Vem pa, da narcizem kot tak je zelo
trdoživa stvar, celo do zdaj še nismo našli, da bi se kdo lahko spreobrnil, ker pač za spreobrnitev bi človek rabil imeti dušo, a ne? Zdaj drugo pa je, da človek s travmo prevzame te neke narcistične prijeme, ki pa seveda niso v prid človeku in tak človek se mora spreobrniti. Da vidimo, nam bo čas pokazal, kakorkoli. Nekako sem hotel reči, med tem, ko se upočasniš, ko opazuješ svet okrog sebe, lahko zaznaš en kup detajlov. Mogoče ste gledali film Matrica, kjer v bistvu Neo v slow motionu se umika kuglam, pištole, ki letijo in te kugle letijo čist počas proti njemu. Nekako na podoben način sam doživljam ene stvari, se mi zdijo prav slow motion, pa bom tlele prebral eno slikico, ki sem si jo shranil prejlele. Upočasniti se moraš, da vidiš slow motion. V bistvu na nek način postaneš vidoviti. Ti na nek način predvidevaš, kater bo naslednji korak tega, ki te hoče zavajati, in na tak način v bistvu postaneš jasnoviden, vnaprej vidiš. Seveda vidiš naprej, ker že veš, kako je, veš, da bi šah, jaz nisem neki strašni šahist, ampak dobri šahisti predvidijo ne vem koliko korakov naprej, koliko potez naprej predvidijo in probajo pravzaprav z neko potezo nasprotnika zavesti, da naredi to in ga prisilijo v situacijo. Enako postaja z ljudmi, z igro, ki jo ljudje igrajo. Vidiš, kaj je naslednji korak in v bistvu ga na tak način lahko pripelješ tja, kamor želiš in ga uženiš v kozji rok. Na tak način, kako ugotavljamo, je to inteligentna vojna, ker v bistvu ne gremo frontalno s pestmi, puškami in vilami, ampak z inteligenco, da v bistvu kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Nekako na ta način ponujamo brezizhodne situacije, kajti počas, saj zase lahko to trdim, prihajam do nivoja, ko se že konkretno zoperstavljam vsej negativnosti in ljudem osvetljujem negativnost. Nekdo je danes objavil, ja, pa to, pa saharski pesek, pa kurc, pa gesara, pa nesara, pa nič ne bo to je drek, to vse je neka banana, A veš, to je v bistvu nekdo iz sebe svetu ponudil, kaj? Negativo, strah, nesigurnost, usadil je dvom v to, kaj beli klobuki teramo že kar nekaj cajta, sem sebe zdaj vmes dal. To so stvari stare ful dolg, jaz sem se samo pridružil tej ideologiji, pa to ni glih ideologija, gre za to, da v bistvu najdemo sami sebe znotraj sebe in ugotovimo, da smo svobodni, ker glava je bila tista, ki je bila sprogramirana, da ni ubogala, da je zastopila, da je sužen. Vse je v glavi in predvsem svoboda. Pa da se vrnem nazaj na to objavo, ne bo, nič ne bo, in torej dala je negativo in jaz sem začel biti kar mal pikar ali pa mal drzen, Kaj torej pol, gospa teta? Torej bomo res vsi umrli in bo sveta nepreklicno konec in vse nas bodo pocepili, pobili in spravili v negativno boj. Izid te vojne bo negativen, Torej ti si na strani negative, stari. Ti ne iščeš rešitve. Rešitev je pozitiva, mir, optimizem, ljubezen, zen, sodelovanje in v svemu moramo naći nešto lepo, obvezno. Ker samo negativci v vsaki stvari najdejo nekaj slabega, nekaj negativnega, nekaj, na kar se lahko naslonijo in rečejo, ja, res je slabo. Mater, kako čas beži. Takole, mečkam bom šel čez stvari. Artificial intelligence, sekundo, kam sem tole napisal, AI. Vse sort imam napisan, da ne bom... kam sem napisal nekem AI? Ok, bom šel pa od začetka.
Skratka, ena izmed stvari, človek nima nacije, nacijo imajo ne ljudje. Jaz bi se s tem strinjal, ako smo rekli, smo Sloveni, smo Slovani. To nima zdaj veze, smo Slovenci, tamle so pa Hrvatje, ne? Ali pa tamle so pa Avstrijci. Človek je človek. Jaz poznam en kup idiotskih ljudi iz različnih držav ali pa nacionalnosti ali pa verskih izpovedi, debili totalni, in zdaj ne moreš reči, zdaj pa vsi so, ne vem, zdaj sem v zmislu, vsi Romuni so debili, ker to ni res. Jaz poznam en kup ljudi, ki pa so ljudje na mestu, srčni, mater, ampak te ljudi sem jaz srečal na njihovih teritorijih, ker sem imel možnost potovati, torej Srbija, Bosna, Hrvaška in tako. Jaz sem srečal en kup krasnih, čudovitih ljudi, torej ljudje z dušo in srcem nismo vezani na nacionalnost in nam je sistem uturil, da morajo Srbi sovražiti Hrvate, Hrvatje morajo sovražiti Slovence in tako naprej. To so te nacionalne mržnje uterane, nekako bi rad rekel, meje se počasi topijo, mogli se bomo navaditi, da smo v bistvu vsi ena družina, eno pleme, ki delujemo iz vzgiba srca, pozitive, ljubezni in tako naprej, da se ne bom skozi ponavljal s celimi besednimi zvezami. Ne, sej že razumete, pozitiva, to je to. Skratka, ne, ljudje so si zamislili nacije in jezike, torej da smo čim bolj razdeljeni, tudi jezikovno, so nam uturili vse te možne in nemožne jezike, da se le ne bi razumeli, ako imamo vsi skupaj neko skupno govorico srca, govorico, ki želi biti v pomoč in ne v breme, ki izhajamo iz tega, da nam je za nekoga mar, ne da smo nemarni, pa da nam ni mar, oziroma da smo drugemu v breme. To ni naša lastnost. Ja, in nekako prevzameš ideologijo. Ljudje smo tako narejeni, da smo iskali, s kom se strinjamo, s tem se strinjam, ta nam je uturil ideologijo in mi smo se s tem strinjali, poklapali in nekako odpeli svoje lastno razmišljanje. Zdaj bom dal ekstremističen primer, recimo, jaz sem pa, ne vem, kristjan, torej vse, kar kristjani zagovarjajo, jaz sprejmem brezpogojno. Ne razmišljam več svojo glavo, ne sprašujem se več in zame je to sveto in zdravo zagotovo. Pa vendarle moramo ločiti in religijo in to, kar je nekje sporočilo Jezusovo, ker Jezus ali pa Krist ali Kristus ali pa jaz ne vem, Jehova ali kako že, nima veze, gre za ideologijo, da lahko prepoznamo, da je govoril o čisti ljubezni in o široki zavesti, kadar smo tako narejeni, se v nas pržgejo paranormalne sposobnosti, da zdravimo z dotikom. Pa to niso nič paranormalne, ampak še kako zelo normalne, kadar smo mi v polni funkciji. Mi smo žal živeli v polovični ali pa zmanjšani funkciji oziroma na minimumu. Zdaj na nas je odgovornost, vsakmu posamezniku je odgovornost, da se pozdravi in da razširi svojo zavest, da dovoli, da pride v glavo tudi kaj, kar v bistvu je težko spustiti. Ne, ni ravna, ne, ni palačinka. Ne, seveda ni palačinka, sem tudi kuglani, govorim zemlja. Ampak dovolj si, da nekdo ti reče, ti tole pa nekaj ne valja. Najhujše ono, kar reče ljudje, ne, to pa ne, to pa ni zame, me ne zanima. To je v bistvu samomor, umski. To je tisto, kar v bistvu moramo vsi preseči. Tako nekako. Bolj, ko smo v ljubezni, bolj izginja vsak možen strah. To je ena izmed alinej, ki jo imam in se s tem strinjam. Namreč, mi smo bili ustrahovani in iz ustrahovanja smo se stvari bali, delali korake, ki jih sicer ne bi. Jaz recimo dam en tak primer, konji grejo ali pa pes lepo šeta in iz grma nekaj poči in človek se ustraši. V tistem, ko se človek ustraši, strah, lahko naredi dejanje, skoči na cesto, tup pod avto.
To hočem reči, kaj ljudje naredimo, kako hitro ljudje naredimo napako, kadar smo v strahu. Če strah ves čas sabo nosimo, se bomo tega poka iz grma še bolj ustrašili. Bolj, ko smo pri sebi, bolj, ko smo v ljubezni, zavedanju, zaupanju, veri in upočasnjenem tempu, manj nas tak pok šokira. Torej lahko tudi trezno reagiramo, ker če sem prej rekel, malo gre slow motion, kadar se upočasniš, vidiš stvari, vse je paradoksalno, svet deluje hitro, ti ga pa vidiš bolj počas, ker si ti bolj počas. Čist noro, ampak nekako lahko tudi predvidiš, da bo nekaj v grmu, ali pa si pripravljen na bedarijo v grmu, ne? Ker sovražnik nikoli ne spi, vedno želi delati dramo, galamo in problem. Tako da nekako lahko predvidevaš, da v grmu tudi nekaj poči, ne? In imaš psa na vrvici, ker greš mimo grmovja, ne? Karikiram, hočem reči, v strahu delamo napake, zaradi tega se moramo strahu otresti. Kako? Tako, da zaupaš ljubezni. Da zaupaš tistka, ki prihaja iz tebe, ta notranja moč. Jaz vam drugače pokazati pa povedati ne morem, jaz tako funkcioniram, pa teh istih besed pred leti nisem razumel, kot jih zdaj razumem, občutam in z njimi funkcioniram. Ja, vse se da, če se hoče, sem si napisal in se kar strinjam, vendarle pa opažam, da mnogo ljudi noče. Ne mi to govoriti, ne, to me ne zanima. Ljudje nočejo narediti koraka k sebi, do sebe. Mislim, seveda pol se ne da, če človek noče, zato si je treba želeti. Zakaj bi si pa želel? Zaradi tega, ker zame je ta sistem, ki mi je bil predstavljen, bom rekel v mladosti že, meni se to ne zdi v redu, ne zdi sprejemljivo in pika. Meni ni bilo udobno, zato sem želel vedeti, razumeti, kaj je moj izhod. Moj izhod je vezan na mene in na mojo ljubezen, pa ne samo mojo, to so nam začeli razlagali vsi, ki so stopili na svojo srčno stran in so nas nič drugega kot samo vabili. Da smo si na jasnem, vsi smo enako povabljeni v svet miru, ljubezni in pete dimenzije. Vsi enako. Vsem je pel Freddie Mercury I want to break free. Rad bi bil svoboden, rad bi prebil k svobodi. Jezus je rekel, ljubi vse, to tako je in pol boš dosegel Božje kraljestvo tle noter. Torej, vsi imamo iste stvari, zdaj pa ali se na klic odzovemo, želimo iti v ta svet ali ne, je pa seveda lastna izbira in pridemo na Q-jevo sporočilo oziroma Trumpovo, ljudje bodo sami izbrali med življenjem in smrtjo. Prav tako prihajamo, ampak to nas ne gane, ker vsak sam izbira in nobenega se ne da prisiliti na silo. Vse, kar je lahko samo situacije, ki jih spremljamo na svetu, človeka prisilijo do tega, da reče pa dober. Pa to je vse blesavo, pa ne morem reči, da je vse normalno. Torej, ljudje, ki se v nenormalnem sistemu obnašajo, kot da je vse normalno, so v bistvu zelo nenormalni, ker so del nenormalnega sistema in nenormalnost podpirajo. Dajmo to tako razumeti, ampak to pomeni, da mi z njimi nimamo kaj več iskati interakcije ali rešitve, ko pa se jim zdi to vse ok. Je škoda vsakega milimetra energije, medtem ko moramo sami uporabljati svoj čas v svojem zenu, da lahko opazujemo in si razjasnimo 1 milijardo nejasnosti, ki so nam bile urinjene. Vse preveč stvari nisem razumel. Zdaj pa razumem, da je sistem kompletno nainštaliran proti človeku, da je šlo za demonizacijo in satanistične kulte, ki so dobesedno žrli otroke. Jaz za to nisem vedel. Pred 2 letoma sem se srečal z besedo narcizem in delovanjem narcizma. Zdaj vidim, kako je to razširjena stvar. Zame je to virus številka 1 in by the way, kdorkoli od glasnikov ni omenil narcizma, žal ne moramo najti skupnega jezika, kajti narcizem je tisto, česar se mi osvobajamo.
od ljudi, ki nam probajo iti čez mejo, ker mejo, ki smo postavili, oni ne spoštujejo in v bistvu želijo večno izkoriščanje. Zdaj smo se sprašvali, a je narcis sposoben ljubiti. Ne, narcis ne ljubi, narcis igra, da ljubi z namenom izkoriščanja. In če spet to probamo pretransformirati, ja, narcis ljubi, tudi narcis ljubi. Kaj ljubi? Izkoriščanje. Evo, to je njegova interpretacija besede ljubezen, ali pa kaj ljubim, ne? Kaj imam najrajš, kaj tako imam rad, da rečem, da lahko ljubim, to je izkoriščanje drugih, naj si bo ljudi ali naravnih resursov, ali energije, ali nekako prevarantsko prideti do nečesa, a ne? Naj si bo tudi renomeja, ne vem kva. To so vse lažne predstavitve samega sebe, a ne? To so vse egotripi. Zdaj, egotrip pa narcizem je pa tudi zelo blizu, ne? Ok. Ja, ljudje vas opravljajo za vašim hrbtom. Zakaj že? Iz 3 razlogov. Eden je ta, ker so izpod vas in vas ne dosežejo. Imajo, zato ker vi imate nekaj, kar oni nimajo. In tretje, da bi vas kopirali, pa jim ne gre. Ker tako široko paleto iznajdljivosti, kot jo premorete, jo nizki ljudje ne zmorejo. Za iznajdljivost je potreben širok kaj ne? In zdaj ta širok, ozek se obnaša kot artificial intelligence, ne? Artificial intelligence nima, torej umetna inteligenca, ne pozna hvaležnosti, kar človek z dušo in srcem seveda valjda jo ima, hvaležnost. In zapomnite si, hvaležnost je tudi zelo, zelo pomembna stvar, da si hvaležen za vsako stvar. Zdaj, ne, joj, hvala ti ljubi Bog, da imam na mizi za jest. Ne v tem kontekstu, ampak, a veš, jaz sem načkolikrat rekel, Marijo, da je meni dano tole razumeti, wow, kak sem jaz Srečkovič, ali pa, vse sem nekaj naredil v tej smeri, ampak da je meni to dano vedeti in razumeti, wow, jaz sem neizmerno hvaležen. Temu, da mi je dano in sem neizmerno hvaležen, da recimo dobim povratno informacijo, mislim, tole mi je pa pomagal. Wow, ful sem hvaležen, da ni beseda padla na neplodna tla, ampak da je bila v pomoč. In meni je to spet hvaležnost med tem, ko si nekaj dal. Torej, artificial intelligence pa narcisi ne poznajo hvaležnosti, nimajo vrlin, bom rekel, dobrota, da daš, nima vrline po nasmešku, nima teh vrlin, ker ne vre nič iz njega, kako če drugače biti. Ne prepoznava stvari, ki so lepe, a ne? Njemu je pač roža, to je pač roža. Zdaj najbolj bi bilo je frderbat, ne? Ker njemu se itak ne dopade, ne? Ne znajo prepoznati, kaj je lepo. Mi pa znamo prepoznati, jaz sem vam prej rekel, jutro in tisto, kar imam rad, in prepoznam lepoto jutra in vrednost jutra. Pa narcisi nimajo navdiha, a ne? Tako kot umetna inteligenca nima nobenega navdiha, duha in nima logičnih povezav, ne zna logično med sabo povezovati stvari. Zdaj pa nekako pridemo spet do točke, ko ljudem predstaviš dejstvo 1, 2, 3, 4, torej to pomeni kaj, in te gleda. Ne vem, kaj pomeni. Ne, zdaj so butasti, ampak nočejo priznati, da so butasti in glumijo, da so pametni, in to zdaj empat to prepozna tako nadaleč in nekako čedalje bolj se zavedam, da smo res detektorji laži na 2 nogah, kar je v bistvu prečudovito in ne dovolimo več manipulacije do sebe. Zdaj pa nekako lahko na tak način zaščitimo tudi ljudi, ki še niso toliko razvili svoje empatičnosti. Kaj sem prej hotel reči, da artificial intelligence, Barka Špinčič, artificial intelligence recimo ima tudi zelo, torej narcizem
če smo rekli, zelo pomembno se je spraševati, narcis se ne sprašuje in ne postavlja vprašanj, ker dobljeni odgovori mu valjda niso všeč, ker so against njemu, torej proti njemu, in se ne želi spraševati in se ne sprašuje. Tako da bodimo boljši in dajmo se spraševati o stvareh in tako, da nam kaj kapne, da bomo kaj razumeli. Tukaj sem si še nekaj vmes napisal, kadar daš sebe na prvo mesto, torej izberi sebe in igra se konča. Kadar daš sebe na prvo mesto, takrat v bistvu moraš kdaj reči tudi besedo ne, in ko človeku rečeš ne, tole pa jaz ne bom zate naredil, takrat vidiš, kako imajo mnogi ljudje idejo, kako pa se to mi pa pripada, se to pa kako zdaj ne, če pa do zdaj bilo, nekako klopa spulaš njemu, to ni všeč, in mi smo dejansko energetski napajalniki za klope, ki v bistvu so neskončno lačni. Zdaj klop se enkrat naje pa odpade, dočim narcis ne, in to je v bistvu črna luknja, ki sam žre, pa nima, v bistvu vedno žre žrtev, tam pa je to neskončna poraba, pravzaprav razmetavanje z našo sveto in sakralno energijo. In zdaj bodimo iskreni, oni jo ne bodo zaščitili, valjda da ne, ker jo želijo uničiti, mi pa jo imamo in jo želimo obdržati in jo želimo dvigati in iz njej v popolnosti živeti, kreirati in biti pristni v univerzalnem svetu igral. In če hočemo to doživljati, moramo svojo sveto sakralno energijo, svojo življenjsko energijo ščititi. Zdaj oni njim všeč, ko jim pokažemo ta ščit, in bolj ko svetite, bolj ko zaščitite sami sebe, bolj ko sami sebe date v ospredje, bolj oni probajo kolektivno napadati, da bi premaknili meje. Vendar, če je ne, je ne, in ne je ne, pa pika in ne. In ko ste jasni in jim osvetlite ta njihova dejanja, se v bistvu oni zaradi tega, da ne bili prepoznani in osramočeni, umaknejo in izginejo iz vašega življenja. Tako da to je najmanj, kar je, da v bistvu, jaz sem rekel, biti empatija, tako da imaš baklo v roki in v bistvu s to baklo osvetliš dejanja ljudi. To sem si pa nekam napisal, mogoče si kdo misli, da empat išče v drugih napake, pa to ni res. S to baklo v bistvu osvetlim, prinašam lučko in osvetlim, da vsak sam prepozna svoje napake, svoj način delovanja in da v bistvu vsak sam tja usmeri pozornost in te stvari, da te stvari pozdravi, odmakne, spremeni način delovanja. Zdaj, empati seveda v tem svetu zlaganosti smo postali pozorni kot strela. Seveda zase trdim, glede na to, da ima video naslov Just Slow Down, samo upočasni se, počasi med tem, ko počasi dihamo in počasi se premikamo, v bistvu opazimo svašta in vsako najmanjšo luknjo v zgodbi si probamo razjasniti, kam paše, pa zakaj se je tako zgodila. Zdaj, naš molk v bistvu ne pomeni, da v bistvu nič ne vemo, ampak čakamo na primeren trenutek, kdaj človeku podati to lučko, da bi najmanj bolelo. In ako vsaka osvetlitev na nepravilnost človeka zaboli, se zdrzne, zdaj ali je zavestno ali nezavedno skrival, to je pa druga stvar, na katero jaz nimam vpliva. Želel bi, da smo vsi krasni ljudje, da se začnemo prebujati skupaj v to, kar je pred nami, nam je obljubljeno, ne obljubljeno, kar je dejstvo in z vseh strani povedano, da smo na pragu nečesa gromozansko velikega. In ta gromozansko velika stvar od nas želi in zahteva, da smo na to pripravljeni skozi mernost. Da v ta kaos, ki se bo zdaj zgodil med ljudmi, da mi v tem kaosu ostajamo merni in stoični
in opazujemo in razumemo, komu na kakšen način lahko sploh pomagamo. Pomagati je poslušati. Prav, ni to zdaj dajati na svetov, med poslušanjem pa lahko ugotovite, ali je to, kar vam imajo razložiti, resnično ali pač ne. Dragi moji, to je to za današnji dan. 40 minut smo pripeljali, april je tle, vse bo krasno in lepo, če le vidite tako. Počasi pa boste ujeli kakšno lepoto, tudi soncu se nikamor ne mudi, tudi semenom se nikamor ne mudi, v naravi in univerzalni sili se vse dogaja počasi s svojim počasnim tempom in dajmo se mu prilagoditi in dajmo biti del tega počasnega tempa, ki ga narekuje sam univerzum, sam Ata, ali ne, Bog, ne, pa smo spet v religijah, ne, nismo. To nima veze z nobeno religijo in odbite to institucionalno debelinsko laž, ker cerkev pa pohlepsta z roko v roki, pa da ne rečem te božje zapovedi. Danes sem 6. božjo zapoved bral, da to je kao, kako že, 6. božjo zapoved si pogledajte, no, pa razlago. Skratka, gre za spolnost, da ne seksaš z drugimi, da to je pač seveda v partnerski vezi, ne, se s tem strinjam, pol pa imajo naprej, da se ne sme samo zadovoljevati, pa da tle noter je pornografija, posilstvo in homoseksualnost, ne, med tem, ko imamo največ posilstev pravzaprav iz cerkvenih naslovov, toliko o tem, kaj govorijo pa kaj delajo. Po njih dejanjih jih boste prepoznali, piše pa v Bibliji, ki jo spet oni tolmačijo, ne. Dajmo razumeti, da ta religija je ena velika svinarija, ena velika dogma, ki jaz se sprašujem, kako bodo ljudje to zgoltali, ko jim bo predočeno, da to pa ne. Kakorkoli, mi smo nagruntali po 10 zapovedih še 11, ne deli se neumnega in zdaj imamo še 12, ne išči krivca v drugih za svoja dejanja, a ne. Ta jaz mislim, da je tudi luškana, ker mnogo ljudi, še vedno preveč ljudi za svoja dejanja, čedna, nečedna, predvsem nečedna, kažejo s prstom drugam, ne. Izgovori, ki pa se do izgovorov pa ni treba priti, če delujemo počasi in ne naredimo napake. Make no mistake nas je učil Q in nas je učil Trump in to spada v kategorijo, ki si jo treba zapomniti. Ne naredi nobene napake. Če greš počasi, je možnost za napako manj. To je to, družba, imejte se prelepo, slow down, uživajte. Čau, čau.